Si trudimo, da bi v prihodnosti ustanovili različne centre, kjer bi ljudje se lahko združevali, da bi se medgeneracijsko povezovali. Po drugi strani si želimo čim več rekreacijskih površin, kamor bi lahko ljudje zahajali, torej vrniti mesto ljudem, ne več tako na visokih nivojih odločati o vseh stvareh. Četrtnim skupnostim je treba dati več pozornosti, tako da to je moj glavni razlog in tudi glavni razlog stranke, da se je odločila za svojo pot in da ne bo podpirala drugih kandidatov. To pomeni, da obstajajo pomembne programske razlike med kandidatko NSi in SDS in vami? Seveda, mi smo bolj zmerna sredina in nagovarjamo celotno sredino. Kako si predstavljate sodelovanje z mestnim svetom v primeru vaše izvolitve, glede na to, da ima Lista Zorana Jankovića večino, absolutno? Veste, ključ je v komunikaciji in ljudje so po naravi dobri, tako da kdorkoli želi sodelovati, se lahko dogovori. Tako da jaz v tem ne vidim nobenega problema, če je problem z večino ali ne. Ljudje so po navadi vedno voljni k dogovorom. Morda še samo to, kako komentirate najverjetnejšo vnovično kandidaturo gospoda Jankovića. Se mi zdi, da je to za Ljubljano dobro? Glejte, vsak ima pravico, smo v demokraciji in njegova dejanja govorijo sama zase. Mediji poročate o tem, kaj se dogaja, tako da jaz ne vidim nobenega problema. Če je to sporno, naj presodijo ljudje. V Slovenski ljudski stranki pa smo veseli, da je čim več kandidatov. To pomeni, da je demokracija deluje in da je Slovenija pravna demokratična država. Hvala lepa. Hvala lepa. Srečno. Hvala.